Pozdravljeni gledalci stoječih novic, kako ste kaj? A vam je v zadnjem času kdo dvignil pritisk? Bojda je zadnje čase prodaja bar kafeja drastično upadla. Če so za to krivi protesti, STA, vladni ukrepi ali zvišanje ocen, žal še ni znano. V preteklih tednih sta javnost razburkali predvsem dve temi. Prva je non-paper oziroma neuradni dokument, ki naj bi imel slovenski izvor in ki vsebuje ideje o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, druga pa javni razpis za sofinanciranje medijev. Zaradi slednjega celotna ekipa Slovence razmišlja o dopustu. Saj smo bojda dobili milijone, samo našli jih še nismo. Vljudno prosimo, da kdorkoli jih je nakazal, naj sporoči, na kateri teror naj pogledamo. Zna se zgoditi, da bodo naslednje lovice ležeče. Je pa vsekakor zanimivo, da tisti mediji, ki so pričakovali, da bodo avtomatično dobili denar, sedaj zlivajo gnojnico na vse tiste, ki so razpis dobili. In ugotavljajo, kam kdo spada in zakaj je kdo sploh kaj dobil, če oni niso. Ker jim to nenazadnje pripada, ne glede na to, kako prijavo so oddali in če je njihov projekt zanimiv ali ne. Jaz sem prepričana, da mi pripada 3-krat višja plača, kot jo imam. Kam se torej postavim in koga sklofotam in koga naj blatim, ker tako plačo že ima. Non-paper, neuradni dokument, katerega domnevni obstoj in avtorstvo buri duhove že dober mesec in pol, tako na Zahodnem Balkanu, kot tudi v Sloveniji. Gre za dokument, ki naj bi govoril o dokončni ozemeljski razdelitvi ozemlja nekdanje Jugoslavije. Dejansko je vse, kar imamo, zemljevid, ki prikazuje to razdelitev. Odkot je prišel ta zemljevid in kdo je njegov avtor, pa do danes ne ve nihče. Razen tistega, ki ga je narisal, in morda partnerja, ali ljubice, ali pa ljubčka, da ne bomo diskriminatorni. Pogosto lahko sicer v medijih preberemo ali slišimo, da je avtor tega dokumenta predsednik vlade, ali pa da ga je on vsaj preposlal naprej. A za to trditev dokazov ni. Morda je, morda ni. Svet EU je za avstrijsko tiskovno agencijo potrdil obstoj dokumenta, ki je povezan z domnevno slovenskim non-paperjem. A dokumenta niso razkrili, ker bi lahko ogrozil mednarodne odnose. Potrditve o tem, da naj bi šlo za slovenski non-paper, ni. Morda je, morda ni. Vsebina je vsekakor pereča. A način komunikacije o domnevnem dokumentu je milo rečeno gostilniški. Nekdo je nekaj rekel ali videl in nekaj povedal nekomu, ki je to razumel tako ali drugače in zadevo prinesel naprej. Vmes se je vsebina verjetno malo spremenila ali popačila. To nekako spominja na otroško igro telefon ali pa na pregovor baba čula, baba rekla. Hej, a se ti spomniš Franske, ki dela v uradu za blagostanje? A tiste s črnimi lasmi? Ne, rdečelasa je. Potem pa res ne vem, če mislim pravo. Ja, seveda misliš, saj veš, katera je. Po mojem ima zdaj višjo plačo. Ne, res ne vem, če vem. Kako pa veš, da ima večjo plačo? Itak, da veš, saj sta že bili skupaj. Pa novo uro si je kupila, sem jo videla včeraj. A ja, mogoče? Pa sigurno, ne samo mogoče, pa zredila se je tudi. No, mogoče je pa noseča. Ja, saj sem vedela, da veš, katera je. Pa ti veš, kdo je njen šef? Ne vem, katera je, ampak če se je zredila, je mogoče noseča, ker je pa ženska. Ja, noseča je. Ej, pa ne vem, če ni otrok od šefa, saj veš katerega. Ne vem, če je noseča, niti ne vem, kdo je njen šef. To bo hit novica. Saj veš, iz katera stranke je šef, ne? Daj napiši nekaj o tem in objavite. To bo brano. Pa da vidimo potem, kdo bo še obdržal službo in kdo bo imel višjo plačo kot jaz in kdo ne. Ampak, če ti pravim, da niti ne vem, katera je, če je ta prava, ki jo mislim, ti samo napiši objavi, se bo že potem izvedelo, če je to res ali ne. Nekaj v tem stilu.
Sicer pa navidezna resničnost pridobiva na vrednosti. Italijanski umetnik Salvatore Garau je prav te dni prodal nevidno skulpturo za $18,000. Delo z naslovom Io sono oziroma Jaz sem ne obstaja, razen v umetnikovi domišljiji. Ne, resno. Kupcu, ki je želel ostati anonimen, kar razumem, je avtor dela naročil, naj skulpturo razstavi v prostoru brez ovir velikem 1,5 x 1,5 m, kar nekako spominja na COVID ukrepe, v zasebnem domu. Glede osvetlitve, glede na to, da je delo nevidno, ni posebnih zahtev. Dragi gledalci, manj se jezite in več se smejte. In če se le da, ne kupujte megle.